koliko je pa pomembno, da je ob boku dobremu mentorju tudi dober študent? V smislu ravno tako growth mindseta, odprtosti, da torej ne kot študent oziroma kot, ne nastopam v smislu, zdaj bom pa jaz povedala, kakšne so moje potrebe, ampak da je dejansko odprtost za to, kaj ti ta človek, tvoj mentor ima za predati naprej. To je ful zanimivo in super vprašanje. Jaz mislim, da sem bila zelo slab otrok, slaba hči. Jaz enako, se zato pa sprašujem. Študent. Kdaj se tega naučiš? Ja, a ne, mislim, tako bi tudi rekla, a ne, da zdaj, ko gledam recimo svoje otroke, mogoče jih celo tudi tako usmerjamo konec koncev, a ne, da jih v bistvu na neki način nehote pripeljemo do tega, da nehajo spraševati dovolj. Nehajo dovolj spraševati na različne načine ali pa jih, ne vem, ne učimo to dovolj dobro, a ne, zato ker ta umetnost spraševanja, a ne, in to z enega radovednega stališča, brez da si obremenjen, kaj bo zdaj mislil ta, ke ga sprašuješ o tebi, ker ne bo običajno nič mislil, ker ljudje bistveno manj razmišljajo o drugih, kot si to domišljamo, a ne. Mislim, da je to zelo en tak ključen aspekt, a ne. Se pravi, jaz sem imela pred parimi leti v tej skupini, ke sem jo vodila na inštitutu, enega vrhunskega sodelavca, on je bil res tako fenomenalen in je prihajal iz tujine, je prišel iz tujine in, on je znal tako spraševati, da sem se čisto prav res usedla enkrat in to premišljevala dolgo časa in potem sem dobila 3 dobre knjige si. Ena od njih je Dober vodja sprašuje dobra vprašanja. Tako da sem prav pol natančno organizirano začela to, premišljevati in študirati, kako je s temi vprašanji. In seveda, saj to je osnova vsakega dobrega kovčinga, recimo, je znati postavljati dobra vprašanja. Osnova zase konec koncev, a ne, usmerjanje sebe je, da si znaš dobro temeljno vprašanje postavljati, a ne, da ugotoviš, če te temeljno vprašanje nekam naprej vodi ali te v bistvu ustavlja, a ne. No, in ta fant pri nas, no, je bil, on je bil vrhunski, on je pač za vsako stvar tako prespraševal, a ne. Okej, to smo tako naredili, okej, zakaj smo to tako naredili, kaj pa če bi tako naredili, a bi lahko drugače naredili? In on je mene zasuval z vprašanji, tako je bil kot 3-letni otrok, ampak to je bilo vrhunsko, to je bilo tako dobro z njim delati, ker si v bistvu v resnici za vsako stvar se prespraševal, a ne, okej, je pa še ona pot, je pa še to možno, je pa še nekaj drugega možno, kako bi pa to, kako bi pa ono. Tako da mogoče je to en delček, no, odgovora, da pri študentih pa tudi pri mlajših otrocih že, a ne, opažaš, da jih velikokrat poklopimo, tudi v šoli, a ne, pač ni časa, je skupina, ne, vprašanje, kako, ne, koliko jim v resnici dovolimo, da oni kar vse povprek sprašujejo in raziskujejo, a ne. In pol se na to navadijo. In v bistvu to prenesemo zelo tudi, še to bom dodala, v odnose. Zdaj, zakaj pa do tega pride, to jaz ne vem, ker ni moje področje, je zelo tako naravoslovje, ampak jaz opažam, da v bistvu tudi v odnosih se zelo pogosto dogaja, če se vrnemo nazaj k vodenju, a ne, dober znanstvenik, dober vodja, dober mentor ali pa tudi dober vodja samega sebe, ne, koliko mi v resnici sprašujemo in koliko kar nekako predpostavljamo v odnosih, a ne. Kaj je recimo, če pride do nekega šuma v komunikaciji ali pa do nekih zamud ali pa do nekih kakršnihkoli izzivov, ke so vedno, kaj je zdaj prva reakcija? A bo prva reakcija spraševati, ugotavljati, se pravi, a bo prvi ta, bomo rekli, vzgib talk to people, se pogovarjati z ljudmi, ali talk with people, se pravi, govoriti o drugih ali govoriti z njimi. A se pozanimati pri onem, ke se je konkretno zgodilo, ali v bistvu grdo rečeno, ampak po domače povedano, upravljati, a ne. In to se mi zdi, da je tudi tako, no, ena taka malo mogoče premalo poudarjena stvar, ker vpliv je pa velik na koncu, a ne. To zastavljanje vprašanj je pač res noro zanimiva tema. Predvsem sem želela, oziroma šlo mi je po glavi, ko si to razlagala, pred kratkim sem prebrala, da je tudi pri zastavljanju vprašanj, a ne, ko si ti študent oziroma ko si nekdo, ki se učiš, ti lahko zastavljaš vprašanja z namenom, da postaviš nekoga, ki je tvoj učitelj, na laž ali pa, v nelagoden položaj. Lahko pa zastavljaš vprašanja zato, ker te dejansko stvari zanimajo. In če zastavljaš prvi tip vprašanj, je to izredno moteče in se nikoli zares ne naučiš, zato ker vedno predpostavljaš, da veš nekaj več ali pa da imaš širšo sliko od tvojega starejšega učitelja. Če pa ti predpostavljaš, da on ve več in da ti lahko odpira nove poti, se pa ti učiš, on se pa od tebe uči.
Ja, zelo zanimiv komentar in nazaj, jaz v tem vidim spet ta vzorca, ne, fear-based, se pravi, ta prvi je bil nekako, ga je bilo strah, strah tega, ne vem, da se bo odkrilo česa še se ga ne zna, a ne, v neki obrambni poziciji, se pravi, je postavljal vprašanje, da bi drugega postavljal na laž, koliko žalosten. In v drugem primeru, a ne, neka taka, neka pozicija, še se lahko naučiva oba skupaj, jaz, ti, a ne, se pravi, in bomo s tem, ko bomo skupaj sestavili sliko z različnih kotov pogledali, vsi skupaj nekaj več vedeli, a ne. Ja, pač in to je hope-based, a ne, se pravi, vprašanja osnovana na nekem upanju, a ne, za prihodnost, a ne. In morda še kakšno minuto, da pustiva pri, omenila si growth mindset, a ne. Če zelo poenostaviva morda za vse tiste, ki slišijo ta izraz prvič, gre za princip, da v kolikor ne znaš, ne znaš še. Torej je vedno možnost za izboljšavo, torej v tem trenutku še ne znam, ne vem, sem pa tukaj zato, da se bom naučila. Kako pomembno je, da ima to znanstvenik, oziroma a je to osnovna predpostavka, da si sploh lahko znanstvenik? Ja, tukaj nazaj k tem definicijam, a ne. Jaz sem tako zanimivo, no, ampak ne vem, po kakšnem, po nekih naključjih, ke te življenje pač pripelje, sem v bistvu, ke sem začela voditi oddelek gradbene fizike na enem inštitutu, imela, par takih uvodnih predavanj. In eno od njih je bil pač prav growth mindset, a ne, tako s knjigo v roki. Od Carol Dweck. Ja. Okej. Mislim, da ene par smo jih imeli online in mislim, da je bil ta online, mislim, da imamo še tudi celo posnetek tega, to je moglo biti zelo komično. Ampak jaz sem tako taka nadebudna oseba, malo mi je vseeno, kaj drugi mislijo, in poskušam vse sorte, samo da bi delovalo. In zanimiv še ta komentar, tak tip, predavanj smo obdržali čisto do konca in ta predavanja so bila vrhunska, zato ker so odpirala ena nova, bom rekla, ne, nove horizonte, a ne, Ja. skupini, ki bi sicer, a ne, ke se bi sicer striktno s temi tehničnimi stvarmi ukvarjala, a ne, to so bila pa predavanja raznorazna. No, in med drugim pač ta growth mindset, a ne, jaz absolutno mislim, da, ne bi mogel reči, no, da vsi znanstveniki to obvladajo. Pa tudi tisti, ke mogoče so kar dobri v tem, je še zmeraj prostor običajno za izboljšave. Kot pri vseh, no. Tako, ja. Ker tudi bi rekla, da na splošno kot družba, a ne, včasih te družba tudi malo vleče, a ne, v kakšne stvari, ke niso glih najboljše, a ne, in tukaj, ne vem, mogoče tudi kot družba kot celota bi lahko se malo še dvignili, a ne. Veliko znanstvenikov pravzaprav dela po neki inerciji, so zelo prestrašeni, tudi zelo konzervativni. Tega je veliko v znanosti. Mogoče se to ne izpostavlja tako zelo, ampak mislim, da že glede na rezultate je to več kot očitno, a ne. A lahko za zaključek, ker sva zdaj ogromno govorili, o tem tvoji primarni vlogi kot znanstvenica, zdaj pa še tista drugi del, točno to, kam je šel čas. Exactly, jaz sem ravnokar na to pomislila. Še ta tvoj drugi del. Ti v bistvu, poskušaš spodbujati na različne načine, pomagati, da se ljudje povežejo v te skupine, da se obdaš z verodostojnimi, believable ljudmi, ki si pomagate pri, različnih izzivih, ki so vam skupna. Kaj počnete oziroma kaj počneš, k čemu jih spodbujaš in kako, te lahko tukaj podpremo? Hvala. Ja, to se je začelo kot neki hobi, ampak zdaj je to kar orenk zrastel in postalo je mednarodno. Se pravi, ime sem si izmislila Spark Knowledge. Tako kot ena vžigalica vžgi, omogoči, a ne, neko raziskovanje, nova spoznanja, nova znanja, integracija novih znanj. In v bistvu se je začelo s takimi serijo nekih predavanj, webinarjev. Pol je pa ena manjša skupinica nastala, kjer smo se vsak teden dobivali in si v bistvu malo med sabo pomagali in strategije izmenjevali in tako. Klasično gre to za v bistvu, vprašanja, ke jih imamo mi v zvezi z objavljanjem člankov, pa izgovori, ke jih imamo na tem področju, pa izogibanju prijavljanju novih projektov, ker so vse te stvari tudi za nas, recimo že uveljavljene znanstvenike, lahko težke. Ker smo velikokrat zavrnjeni, ker je raznorazne prepreke so, od administrativnih do raznoraznih, in pol pač rečemo: "Ja, nimam časa, nimam to, nimam ono", a ne, in pravzaprav smo ugotovili, da kot skupina smo si ful uspeli pomagati, a ne, in tako je pol več skupin nastalo in tako je iz tega nastala zmeraj večja stvar. Zmeraj več v bistvu super je, če so različni ljudje, zato
Ker en pove svojo zgodbo, drugi običajno ful prepoznajo. In če niso iz istih področij, je to še toliko lažje, zato ker se ne počutijo ogrožene, a ne, in konkurenčni drug drugemu. Težave so pa zelo podobne. Mislim, jaz recimo, ker se en čas že s tem ukvarjam, pa tudi s coachingom, a ne, imam tako občutek, da res je pač en zelo omejen nabor, pravzaprav en seznam teh težav, ki jih imamo, in znotraj teh težav se ves čas pač ciklamo, a ne. In tudi meni osebno recimo to ogromno pomaga, zato ker se bi sicer, a ne, tudi sama v te iste težave jaz zapletla. Tako pa, ko v bistvu delam z drugimi, ko poslušam druge, se tudi pri meni dostikrat se pomikam veliko hitrejše naprej lahko, a ne, v svoji karieri, in mi je lažje se čez te prepreke prebijati. Meni se zdi ta ideja fenomenalna. Zelo bi bilo fajn, da se jo preslika, da se jo skopira tudi na druga področja. Ne vem, na svojemu bi bila to ženske v odvetništvu ali pa na katerihkoli drugih, ker res je to. Če nam uspe najti verodostojne ljudi, s katerimi se lahko o stvareh odprto pogovarjaš, nekateri trdijo, da je to 60-70% vsega že narejenega. Tako zelo najbolj eleganten, najenostavnejši način pridobivanja znanja je to, da se učiš od verodostojnih ljudi, ki so že uspeli, ki so prišli čez te prepreke, ki imajo neke veščine, neko znanje, in to je res nekaj, kar bi preprosto, če gre kaj danes ven, naj gre to, da dajmo poskušati širše razmišljati o tovrstnih skupinah, ker je to res neprecenljivo dragoceno. Se strinjam. Katja, zaključek ob koncu, za knjigo si nam v bistvu že povedala, sicer bi te vprašala za kakšno priporočilo, za kakšno dobro knjigo, pa je bilo to knjiga v zvezi z zastavljanjem vprašanj. A bi nam še kakšno priporočila? Ja, jaz zdaj sem tudi napisala, seveda, ne, v zvezi s tem vodenjem v znanosti knjigo in trenutno še iščem založnika v angleščini. Sicer pa pravzaprav se pokaže, a ne, mi si sicer mislimo, a ne, znanstveniki, da smo neki čisto ful posebni, a ne, ampak kar se tiče mehkih veščin, komuniciranja, vodenja, kar se tiče čist enih osnovnih vrednot in tako, so pravzaprav vse te splošne knjige se tako na nas aplicirajo, a ne, kot na vse ostale. Tako da recimo ene take moje bolj, bom rekla, ljube so Talent is overrated, ne vem, a je ta v slovenščini, ampak da je nekako preveč dajemo poudarek na talente. Potem recimo Razmišljamo hitro pa počasi, a ne, okej. Potem recimo taka evergreen pri meni so tudi določene na temo pisanja, tudi znanstvenega pisanja, ampak tudi mogoče samega predstavljanja zgodb. Pa potem jaz pač prisegam na to, da veliko berem tudi biografij raznoraznih ljudi, ali pa takih bolj, zdaj so take poljudne biografije, a ne, ker me te pač tudi zelo navdahnejo. Katja, najlepša hvala za tvoj trud, za tvojo navdihujočo zgodbo, za to, da se trudiš spraviti stvari ven iz okvirov, in veliko sreče na tvoji znanstveni poti, pa tudi na poti mehkih veščin in opolnomočenja čim več ljudi v okolici. Hvala lepa. Hvala, ker si bila moja gostja. Hvala. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.